okrog nas se nahaja razstava Papirologija, ki je v bistvu druga iz serije večjih razstav, ki so plod sodelovanja med Galerijo Jekurna in slikarskim oddelkom Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Tema te razstave študentskih del je relativno široka, po drugi strani spet ne tako zelo. V bistvu gre za risbo oziroma dela na papirju. Okrog nas torej so dela študentov, pretežno master študija, pa ne izključno, ki večina med njimi se ukvarja s številnimi pristopi, tehnikami, vsebinami. Med njimi je tudi ena taka ali drugačna oblika sodobnega pristopa do risbe. Razstava je v bistvu nastala tako, da je večina profesorjev in profesoric slikarskega oddelka bila na nek način pozvana, da predlagajo enega ali več študentov, s katerimi sodelujejo, ki še posebej na zanimiv način goji odnos do risbe. Tako da lahko rečemo, da je pravzaprav, če se vprašamo, kdo je kurator te razstave, je kurator skupina, na nek način skupina profesorjev, profesoric slikarskega oddelka. Na prvi pogled bi se to zdelo, da je ne najbolj navdušujoča formula oziroma način, ki ne vodi nujno do nekega uspeha, ampak glede na to, da je risba hvaležen skupni imenovalec, kar smo seveda vedeli vnaprej, se je stvar po mojem mnenju odlično sestavila. Kot lahko obiskovalec, gledalec razstave vidi, v bistvu kljub temu, da gre zgolj za eno samo generacijo študentov, se pravi za tiste, ki so ta hip na akademiji, je pristop izključno do medija risbe izrazito širok, raznolik, dinamičen, sodoben, tako naprej, kar nas jasno kot njihove profesorje veseli. Mogoče je zanimivo povedati to, da Ljubljanska akademija je na nek način že od svojega začetka, ki sega neposredno po koncu Prve svetovne vojne, takrat je bila namreč vzpostavljena, ustanovljena, kot vemo, risbo postavljala precej visoko na svoj pedestal in ta specifičen odnos do risbe se ohranja vse do danes. Kljub temu pa pozornega gledalca, spremljevalca sodobne umetniške klime, scene v Ljubljani in širše, lahko začudi dejstvo, da se razstave, ki so osredotočene izključno na risbo, ne vrstijo kar zelo pogosto. Pravzaprav jih je relativno težko srečati. To se mi zdi še en dodaten izziv ali pa kvaliteta te razstave. Namreč mogoče na nek način, na drug način interpretirati dejstvo, ki je včasih veljalo, da kljub temu, da se študentje Ljubljanske akademije na akademiji z risbo srečujejo ves čas, jo kmalu potem opustijo. Ta razstava seveda govori, da temu nikakor ni tako oziroma ne kaže, da bi tako bilo. Kar je prav zanimivo je to, da je risba izrazito živa, da dela govorijo v to smer, da se bojo te umetnice in umetniki s tem medijem še naprej ukvarjali. Kot sem že prej rekel, to pri večini njih ni edini medij, s katerim so zaposleni, katerega gojijo. Je mogoče najbolj, kot vemo, najbolj neposreden, najbolj intimen medij, hkrati tudi na nek način morda tak, ki ga mimogrede spregledamo. Vseeno pa je kar marsikatero izmed razstavljenih del tako, da ga je res težko spregledati, medtem kot druga ima seveda druge kvalitete. Kar je mogoče zanimivo povedati glede risbe je še to, na nek način vsi poznamo žalostno dejstvo, da trg sodobne umetnosti v Sloveniji ni ravno v razcvetu oziroma se srečuje s težkimi časi. Zato bi na nek način mogoče opozoril na to,
da vsi tisti, ki imate interes, ambicije, da bi začeli vzpostavljati svojo lastno zbirko sodobne umetnosti, lahko seveda začnete pri risbi. Risba je odličen, nadvse hvaležen medij tudi za to. In na tej pričujoči razstavi je del, ki bi upravičil investicijo vanja več kot dovolj. Tako da jasno vabim, da pridejo pogledati razstavo Papirologija, ki bo v Kurni na ogled kar še nekaj časa.